Najprej mi smo zelo veseli, da je danes sicer malo kontra napovedim, sončen dan, ampak že popoldne pač in preko noči so napovedane sicer padavine. Ampak ne glede na to, v zadnjih mesecih se je pojavljalo veliko vprašanj, kaj počnemo na področju zagotavljanja možnosti gašenja z letali iz zraka. Lansko leto, bom rekel, je bilo katastrofično zaradi poplav in požari v naravnem okolju v poletnem času niso bili tako izraziti. In zaradi tega so nekatere aktivnosti mogoče bile potisnjene v ozadje. Dejstvo je, da je Republika Slovenija pred približno 15 meseci po katastrofalnih požarih v juliju in avgustu 2022 sprejela ukrep, da zagotovi posebna letala in organizira posebno prvo namensko enoto za gašenje z letali iz zraka v okviru Uprave za zaščito in reševanje. In tukaj treba poudariti, da gre za povsem civilno organizacijo, ne gre za sile in organizacijo pod Slovensko vojsko ali pod Slovensko policijo, ampak čisto civilno organizacijo, ki se vzpostavlja prvič v zgodovini Slovenije povsem na novo. Zakaj pač to povem? Zaradi tega, ker tudi direktno priznamo in povemo, da taka organizacija in tako velik projekt ni možno realizirati v enem letu ali pa 15 mesecih v najbolj optimalni obliki. Bom rekel, tudi kolegi iz Španije bojo lahko povedali, da se take optimalne sestave zlagajo vsaj 3 do 5 let in tudi naš cilj je takšen, da bi po 3 do 5 letih popolnosti v vseh kategorijah in zelo optimalno lahko delovali. Ampak to ničemer ne pomeni, da mi nismo sposobni gasiti z letali, ki jih imamo iz zraka že v tem trenutku, no, in mi lahko z veseljem povemo, zato smo tudi se relativno na hitro sklicali današnjo izjavo. Z današnjim dnem 15. majem dejansko imamo vzpostavljene vse pogoje, da lahko letimo z slovenskimi letali in tudi izvajamo operacije gašenja. Tukaj z mano so prisotni predstavniki družbe Air Tractor Titan, ki je bil tudi v enem delu dobavitelj že 2 amfibijskih letal, ki jih imamo v Republiki Sloveniji od lanskega leta. V polni registraciji letos do konca meseca, prvo letalo še ta teden ali naslednji teden, drugo pa do konca maja pričakujemo popolno floto 4 letal, ki bodo tudi stacionirane na Brniku oziroma v ostalih letališčih v Sloveniji. Z letali, ki sta prispeli v lanskem letu, to sta obedve opremljeni z amfibijskimi plovci. Od današnjega dneva mi lahko gasimo in izvajamo operacije o pomoči španskih pilotov. Tako kot smo napovedali, v začetku nam bodo seveda pomagali tuji piloti in tukaj so pač tudi od današnjega dne stalno prisotni piloti, ki lahko zagotavljajo 24-urno plovnost o podpori naše Uprave za zaščito in reševanje, zato je tudi del naše ekipe tam prisoten, kajti mi zagotavljamo kompletno organizacijo, kompleten support, kompletno oskrbo letal z vodi, z gorivom, rezervnimi deli in vsem ostalim, kar je bilo potrebno. In to smo seveda lahko zagotovili po novembrskih sklepih Vlade Republike Slovenije, da organiziramo v sistemizaciji posebno enoto, potem so bile javne naročila, potem so sledili zaposlitve in vse ostalo, tako da danes razpolagamo s tistim osnovnim kadrom, ki to lahko nudi, o podpori, pošteno povedano, tudi ekip Slovenske vojske, kajti bili bi nori, če ne bi izkoriščali znanja Slovenske policije in Slovenske vojske pri organizaciji letalskih enot. Je pa dejstvo, da tudi oni nimajo določenih izkušenj z namenskimi letali za gašenje. V uvodni izjavi mogoče še toliko. Vzporedno mi razvijamo in smo že razvili tudi poseben izobraževalni program za gasilce, kajti gašenje z letali je taktično precej drugačno kot gašenje z helikopterji in nam nič ne pomaga, če mi lahko danes gremo v zrak in gasimo z letalom, če nimamo ustrezne podpore na terenu in tudi varnosti na terenu, kajti gašenje z letali je lahko veliko bolj nevarno zaradi večje količine vode. Naša letala lahko odvržejo 3 kubike vode, helikopterji načeloma 1 kubik do 1,5 kubika vode naenkrat in to je precej drugače, ko preletite v 100 km/h ali pa vi lebdite na neki višini. In tukaj so nam zelo dobronamerno priskočili na pomoč tako iz Republike Hrvaške, Francije in Španije, s katerimi smo v tesnih stikih in tudi naši koordinatorji so se v teh 15 mesecih šolali v 3 državah zunaj, zaradi tega, da smo dobili potrebne izkušnje. Tako da jaz bi ocenil vse te aktivnosti seveda kot zelo uspešne. Smo prav veseli, da smo bili nekoliko skriti očem javnosti, ker smo lahko delali druge organizacijske ukrepe, kljub temu, da smo se ukvarjali zelo veliko s poplavami.
in danes lahko rečemo, da imamo v Sloveniji prvo enoto za gašenje iz zraka, ki je operativna in tudi bo izvajala gašenje v primeru svoje potrebe. Mogoče še, ker vem, da bojo potem takoj vprašanja, kje boste bili, kaj boste počeli, kako boste vodo zajemali in vse ostalo. Dejstvo je, da ta dva letala, ki sta z amfibijskimi plovci opremljena in sta operativna v Sloveniji, lahko vodo zajemata tako iz vodnih površin, kot so jezera, reke in tudi iz morja. Mi na morju imamo po potrditvi Uprave za pomorstvo določene 3 koridorje, na katerih lahko stalno zajemamo vode, kar pomeni, da imamo vsa dovoljenja. Na rekah in v jezerih pa itak smo to počeli že tudi v preteklosti, kar pomeni, da letalo lahko pristane s plovcem, počrpa vodo in tudi potem gasi. In to letalo pristaja na navadnih letališčih, tako kot kolesno letalo, in isto lahko fila vodo preko cevi v svoj rezervoar, kar pomeni, da nismo zmanjševali s to amfibijsko varianto nobenih kapacitet ali pa karkoli glede letalnosti in vsega ostalega, kar je vezano na vodo in samo gašenje. Bosta pa druga 2 letala, 3. in 4., ki prihajata ta mesec v Slovenijo, pa kolesni, in bomo potem ocenili v jesenskem času, ali takoj namestimo tudi te plovce, zato da imamo 4 ta letala, ali bomo delovali v kombinaciji, ker bi se želeli prvo leto naučiti veliko stvari o prednostih in mogoče eventualnih pomanjkljivostih glede na specifike slovenskega prostora. Vsa letala, kot smo že povedali v preteklosti, so bila kupljena in sofinancirana skozi evropsko kohezijsko politiko. Vrednost teh je nekaj več kot 20 milijonov evrov, od tega 15 milijonov evrov evropskega denarja. Gre za civilne fonde evropske kohezijske politike, ki so namenjene izključno za civilne namene, zato je tudi lastnik letal Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije, ne vojska, ne policija, in tudi uprava mora seveda menedžirati potem ta letala. Pogodba, ki sem jo omenil, je tako imenovana ILS pogodba, ki je sklenjena z Air Tractorjem kot dobaviteljem in vključuje tako šolanje pilotov, tako mehanike, možnost rezervnega dela in vsega ostalega za obdobje 5 let. Koristi pa se v primeru in za tiste kapacitete, ki jih sami še v tem trenutku nimamo. Iz tega naslova tudi mi lahko zagotavljamo stalno plovnost in vse ostalo. In lahko povemo, da se ravno v tem trenutku in celoten maj bo tako 2 naša lastna pilota, slovenska pilota, ki sta pri nas, šolata v Španiji in na Portugalskem, zato da boste lahko v začetku junija upravljali z letali in tudi letela z temi letali Air Tractorji. V vmesnem času bo pa tudi v juniju, juliju, avgustu do 15. septembra Air Tractor zagotavljal inštruktorje, ki bodo praktično usposabljali naše pilote na terenu pri izvajanju operacij, ker je trebno kar nekaj 100-urne leta, da lahko to izvajate samostojno. Zato bojo pač, kar povemo direkt, naši piloti lahko samostojno gasili z letali šele drugo leto, ker je tak postopek uvajanja in certificiranja tudi teh pilotov. Hvala lepa. In še predstavnik podjetja Air Tractor, Hugo Arceo. I'm sorry that I don't speak the local language, but I will try to speak clearly in English. I've been in this company for over 20 years, and we have been trying to help countries and governments to grow and create a firefighting fleet where there was one or where there wasn't one, and we had to start from scratch. What we have seen here in Slovenia since the fire that happened in summer 2022, and soon, a few days after, the government, through the Ministry of Defense and the Office of Civil Protection, they were already thinking on what were the next necessary actions to be able to face all the forest fires in the most efficient and professional way that could be possible. So what I have seen in the last year and a half since we started talks until now, it's probably the fastest creation of an aviation unit for forest protection in the world. Private companies who have a large flexibility need 3 or 4 years to get up to speed, and suddenly we are here 1 year and a half with planes and pilots and maintenance necessary for the operation that is going to last for the next 20 or 30 years. And I hope that the forest of Slovenia will be protected, and in the future there will be
a lot of actions internationally. So I'm really happy and to collaborate with the Director of Civil Protection and also the Ministry of Defense about this opportunity that we are giving to supply our knowledge, our know-how into Slovenia about forest protection that we are doing already for the last 50 years. Na to zadevo mi, tako kot je povedano, zelo intenzivno zdaj delamo, predvidevamo javno demonstracijo s čisto neposrednim gašenjem in prikazom te zadeve v začetku junija, ker bi želeli, da pač ta maj mesec, konec maja meseca imamo tudi Bogatajeve dneve civilne zaščite v Kranju, kjer bomo tudi pač slikovno predstavili, zato se nam zdi primerno, da v teh 3 tednih vzpostavimo kompleten sistem, tudi slovenski piloti se vrnejo iz izobraževanja v Španiji, zato vas bomo v točnem datumu seznanili, pa predvideno, da nekje do 10. oziroma najkasneje do 15. junija naredimo na enem od slovenskih letališč to čisto demonstracijo, kako je s predstavitvijo vseh 4 avionov, organizacijo in vsem ostalim, zaradi tega, da se bo videlo, kako to v praksi tudi v resnici funkcionira. Prej nas boste pa sigurno že videli, saj v Divači, Ajdovščini, Bovcu, Portorožu in drugod, na treningih in tudi poletih, tako da, ko bo rumena Air Tractor ptica v zraku, veste, da so to enote za gašenje iz zraka.